s podpisom tega sporazuma in s parafom aneksa k tretjemu delu kolektivne pogodbe izjavljam, da je stavka zdravnikov in zobozdravnikov definitivno poklicna. Kar se mi zdi tudi zelo pomembno je to, da je zdravniški ceh razumel, da mora nastopati v kriznih in problematičnih situacijah enotno. Tako se je tu izkazala tako zdravniška zbornica s profesor Peganom na čelu kot zdravniško društvo in mislim, da je seveda ta korak, ki smo ga ta trenutek tudi eden izmed prvih resnih korakov k še tesnejšemu zbliževanju in sodelovanju teh naših zdravniških organizacij, katerih člani smo večina vsi zdravniki. Ko sva se s predsednikom sindikata prvič srečala v mojem nastopu ministrovanja, sva se začela pogovarjati, da nekoč bomo v Sloveniji si upali govoriti o tem, da bi zdravniki imeli merila. To smo tako skoraj na tiho govorila, ne? Ampak pogledajte, zdaj je pravzaprav to glasno povedano, je to sprejeto kot filozofija, ki jo imamo tudi časovno opredeljeno tu noter, da jo znotraj enega leta opredelimo, torej do prvega, če sem prav videla datum znotraj, skratka, tekom tega leta, in to je največja vrednota. Druga največja vrednota za moj pokus je ta, da je zmagal razum, ker vsi si želimo tudi ne delati tistih nepotrebnih skrbi državljankam in državljanom, če jih ni treba. In tokrat je na koncu zmagal razum, seveda je pa zato potrebna tudi določena pot. In zame postaja vsemu nepozabno to nočno pogajanje, ki ne glede na to, da smo bili krepko smo sedeli vsak na svoji strani, ampak vendar je to tudi ta kvaliteta v tem, da znamo ljudje argumentirati. Mislim, da smo tudi midva z ministrom Virantom nikoli poprej sedela v taki situaciji skupaj, da smo se krasno ujela. Na drugi strani pa sindikat, jaz bi vas recimo, kaj bi naredila sicer, pa vi ste najboljši pogajalci takoč za nabavo. Dajte, vi se morate začeti ukvarjati s tem, kaj zdravstvo kupuje. In ste nepopustljivi do dobaviteljev in vete, koliko zdravstvo povrčevalo. Tako da vi imate že naslednjo business opportunity, že pred vami. Danes sem dogovor med Fidesom in vlado podrobneje predstavil koordinaciji sindikatov javnega sektorja. Bilo je precej vprašanj, bilo je tudi nekaj nezaupanja, vendar je moja ocena, da drugi sindikati to sprejemajo in to tako, da ta dogovor ne bo rodil nekih novih dodatnih zahtev. Prišlo bo do nekaj manjših uskladitev v visokem šolstvu, ki se primerjajo za to dejavnostjo s to panogo, da bi pa to sprožilo nek plas novih zahtev, pa se danes prepričal, da se ne bo zgodilo. Tako da lahko z veliko verjetnostjo napovem, da bom s tem napisalom, lepim, nekaj smo ga danes uporabili za ta podpis, nekje okrog 15. maja ali pa do konca maja podpisal veliko število kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev v javnem sektorju. Tudi s Fidesom bomo podpisali še enkrat, namreč kolektivna pogodba je danes parafirana. 15. maja ali tam enkrat se dobimo ponovno, tudi z drugimi sindikati javnega sektorja in takrat bo po mojem trdnem prepričanju podpisana velika večina kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Skupaj jih je 13, menim, da jih bomo na tisti dan podpisovali vsaj kakšnih 10.